O rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana, komentar dneva, Miha Jazbinšek. Pozdravljeni. 17. novembra, na dan, ko bi župan Zoran Janković moral predlagati rebalans proračuna 2009, je na sejo mestnega sveta uvrstil že drugi rebalans proračuna 2008, z edino utemeljitvijo, da je 20. november, to je danes, zadnji dan za predložitev zahteve za soglasje k začetku postopka zadolževanja na Ministrstvo za finance. In je svetnikom predložil ponaredkov za 50 milijonov evrov posojil, ki se jih tehnično sploh ne da odobriti, pridobiti in potrošiti v dobrem mesecu pred Silvestrom. Ni ga izučilo, da je lani po septembrskem rebalansu 2007 v 3 mesecih ni mogel unovčiti in potrošiti 24 milijonov evrov posojil, potrošil jih je samo 9. Mimogrede, ta posojila mu je odobril klientelistični minister Andrej Bajuk v nezakoniti namen špekuliranja z neoperativnimi zemljišči, ki so seveda danes dodaten mestni mrtvi kapital, so povzročitelji ljubljanske nepremičninske krize. Pa tudi sicer smo lani načrtovali porabo tendenciozno na 274 milijonov evrov, porabili pa smo jih le 242 oziroma realizacija proračuna je bila le 88%. Janković pač ne zna voditi projektov, denar mu ostaja. Danes, na izteku leta, pa načrtuje rebalans 2008 slabo, kot je razumeti Igorja Šoltesa, predsednika Računskega sodišča v zadnjem intervjuju. Jaz pa dodajam, da pri tem krši cilje in načela zakona, da se proračun sprejema pred začetkom leta in ne rebalans na koncu, da se z njim zagotavljajo stabilen in trajen razvoj, uravnoteženi prejemki in izdatki, optimalno zadolževanje in učinkovito ter gospodarno financiranje pravih funkcij mesta. Tendenciozno načrtovanje, ki ima značaj proračunskega ponaredka, je v tem, da je rebalansiral prihodke proračuna iz začetnih 310 na navideznih 260 milijonov evrov, iz 145 na 119% lanske realizacije, kar je še vedno cirka 10 milijonov evrov preveč, in da še kar naprej potratno načrtuje navidezno porabo 303 milijona evrov oziroma 125% lanske realizacije, do letošnjega poletja pa je realiziral le 104 milijone evrov, tretjino namesto polovice, do 31. oktobra pa 197 milijonov evrov, 8 namesto 10/12, v resnici cirka 55 milijonov evrov preveč. Da je v tem sklopu sploh opravičil načrtovano investicijsko porabo, načrtuje nov nakup neoperativnih zemljišč za 35 milijonov evrov, preko javnega stanovanjskega sklada MOL pa od Vegradove Hilke Tovšak tudi za 15 milijonov evrov nedokončanih stanovanj, ki jih v decembru seveda niti avansirati ne sme. Nadaljuje torej z novo ljubljansko nepremičninsko krizo. V resnici pa je skrajni čas, da se kriza rešuje z reprogramiranjem kreditov in vzpostavi profitni najemni stanovanjski fond, recimo stanovanja od Tovšakove. Temu primerno si je naračunal 50 milijonov evrov navidezno potrebnih posojil ali, kakor je zatrdil, posojil za vsak slučaj, čeprav je v poletju operiral s presežkom 14 milijonov evrov živega denarja. Zato štejem rebalans 2008 za prevaro, za predsilvestrsko politično farso, mino za predsednika vlade Boruta Pahorja in preveč obljubljajočega ministra Franceta Križaniča. Oba rebalansu v letu 2008 sta zrela za resorni nadzor ministra Križaniča po 64. členu zakona o državni upravi in 88a členu zakona o lokalni samoupravi.